Dali zgodb, lepo pozdravljeni. Danes vam ne bom povedala pravljice, ampak eno čisto resnično zgodbo. Vesela pa bom, če boste v komentar napisali kaj lepega ali pa svoje ime in bom morda koga prepoznala. Naslov zgodbice je Njemu se zahvali. Rodni, kje je teta Emily, je že tretjič vprašala Jenny, ko je med sušenjem las stopila v dnevno sobo. Rodneve oči so bile uprte v ekran, skomignil je z rameni in rekel, ne vem, kaj pa vem, kje je teta Emily. Daj no, Rod, Jenny je bila že dovolj zaskrbljena, da je kar moledovala. Prosila sem te, da pazi nanjo, medtem ko sem pod prho. Kaj res? Je vprašal Rodni. Rod, prosim te no, ko sem šla v kopalnico, je bila teta Emily v kuhinji. Čistila je pomivalno korito, tako kot to počne vsaj 10-krat na dan. Sedaj pa je ni. Jenny je tekala po stanovanju, pregledala je prav vsak kotiček, vsako sobo, toda tete Emily ni bilo. Takrat je zaskrbelo tudi Rodnija. Vprašal je, kaj misliš, kje bi lahko bila? Ne vem, je rekla Jennifer, vem pa, da jo morava hitro najti, kajti mama pride nazaj od zobozdravnika že v času 1 ure. Rod je pohitel po svoj jopič, med potjo je vzel tudi modri jesenski plašč tete Emily. Ko je odprl vrata hiše, je privršal sunek hladnega novembrskega vetra. Pohitela sta ven, da bi pogledala še okrog, ali jo lahko kje najdeta. Ti poglej v garažo in na dvorišče, jaz bom pa pogledal po ulici. Morda je spet odšla na obalo, je rekel Rod in stekel. Rod in Jenny sta živela 7 kilometrov od obale. Teta Emily pa je rasla le ulico od čudovite mavrične plaže v Chicagu. Pred nekaj meseci je skrivaj odšla od hiše. Oblečena je bila samo v kopalni plašč in ko so jo končno našli, je rekla, da je to njeno oblačilo za na plažo in da se gre malo kopat. Teta Emily je bila najstarejša sestra babice Bernice. Včasih je Rod zelo užival z njo in veliko sta se igrala. Teta Emily je bila učiteljica. 40 let je poučevala na osnovni šoli in zares je razumela otroke. Kadar je prišla k njim, sta z Rodnejem pogosto igrala Monopoly. In če njega vprašate, je teta Emily bila najboljša. V zadnjem času pa ni mogla več igrati. Ni se več spomnila pravil in zato se je večkrat med igro razburila. Teta Emily je namreč veliko stvari pozabljala. Pozabila je, kako ji je ime, pozabila je, koliko je stara, pozabila je, kateri dan je bil tisti dan. Zdravnik pa je povedal, da ima Alzheimerjevo bolezen. Ni bila videti bolna, le govorila je včasih zelo čudne stvari in včasih tudi ni vedela, kdo sta Rodni in Jenny. Nekega dne se je to zgodilo Rodu, ko je prišel iz šole domov. Pred vrati je stal, trkal po vratih, zvonil, toda teta Emily mu ni hotela odpreti. Zmeraj znova in znova ga je spraševala, kdo je, kdo zvoni? Rodni pa je odgovarjal, jaz sem teta Emily, Rodni. Teta Emily pa je rekla, kateri Rodni? In Rodni je spet rekel, Rodni Šuler, vnuk tvoje sestre. Vnuk, se je zasmejala teta Emily, ne bodi no smešen. Bernice ima komaj 12 let. Tako je včasih teta Emily zamešala leta, pozabila je, da je minil čas in prav zaradi tega se je pred časom preselila in prišla živet z babico in dedkom. Vsak torek pa je prebivala z njimi, da se je njuna babica lahko odpočila. Večino časa v dnevu
je na njo pazila mama. Ta dan pa je mama morala k zobozdravniku. In še sreča, da so živeli v slepi ulici. To pomeni, da promet ne poteka skozi. Zato je preverjanje ulice ni trajalo dolgo časa. Jane je s tetinim plaščem v rokah stala na dvorišču in ko se je vrnil Rodney, se ji je zdelo, kot da je pogoltnila celo pekočo rdečo papriko. Njene oči so bile rdeče in vlažne. V Rodneyjevem grlu se je naredil velik cmok. Hotel ga je požreti, toda ni hotel po grlu navzdol. Komaj je izdavil greva. Stekla sta kakšnih 10 korakov, nato pa je Jenny zagrabila Roda za roko in rekla: "Moliti morava." "Res je rekel Rodney. "Toda, mislim, da bo bolje, če moliva med tem, ko tečeva," je odgovoril. Do glavne ceste ni bilo daleč, vendar je imel Rod dovolj časa za molitev. Prosil je Boga, naj varuje teto Emily in jima pomaga, da jo bosta našla. Ko sta zavila na glavno cesto, jo je Rod zagledal. Stala je na betonskem otoku sredi 4 pasovnice. Z obeh strani so s hitrostjo kakšnih 90 km/h brzeli avtomobili. Imela je dvignjeno roko in mislila, da se bodo avtomobili zaradi tega ustavili. Rod je ravno hotel zavpiti, takrat pa ga je Jenny zgrabila spet za roko in rekla: "Počakaj, ne, Rod, če naj jo bo videla, bo mogoče samo stopila na cesto, naravnost pred avtomobil." Rod je za trenutek obstal in pomislil, potem pa šel naprej ob avtocesti. Ponovno se je spomnil Boga. "Teta Em pripada tebi, Gospod. Prosim te, pomagaj nama." Pograbil je tetin modri plašč in ko je prišel nasproti nje, počepnil. Molil je, da ga ne bi zagledala, nato je čakal. Zdelo se je, da traja celo večnost, medtem ko so avtomobili, tovornjaki, dolgi priklopniki in kombiji hrumeli med njim in teto Emily. Končno je bilo med vozili dovolj presledka, da se je Rod pognal čez cesto in trdno zgrabil teto Emi za roko. Kar se da mirno je dejal: "Teta Em, gotovo te zebe, tukaj imaš plašč." Teta Emily pa ga je pogledala z brezizraznim izrazom. Rod je spet v molitvi prosil: "Prosim te, Bog, naj me spozna." Takrat pa se je počasi čez njen obraz razlezel nasmeh. "Hvala ti, Rodney, res postaja tukaj nekam zelo hladno." Roda je prežel občutek olajšanja in hvaležnosti. Prijel je teto Emily za roko in se zanesel na Božjo pomoč pri naslednjem koraku. "Tale cesta je zelo prometna," je rekel. "Bi mi pomagala, da prečkam in pridem domov?" "O, kar drži me za roko," je rekla teta s samozavestnim nasmehom. "Pazila bom nate, veš, da bom." Ko sta čakala na primeren trenutek za prečkanje ceste, ga je teta Emily trdno prijela za roko. "Bodi previden, Rodney, promet je zelo gost, ljubček." Rodney in Jenny sta bila dovolj stara, da sta že sama prečkala čez tako prometne ceste. Hodila sta že verjetno konec osnovne šole ali srednjo šolo, tako da se nista rabila česa bati. Če smo pa majhni, pa moramo previdno čez cesto in samo z odraslimi. Končno sta teta Emily in Rodney prišla varno na drugo stran ceste. Tam jo je že čakala zaskrbljena Jenny in ko jo je teta videla, je rekla: "Ja, kaj pa ti delaš tukaj, Jenny?" "Najbolje, da vaju kar takoj spravim domov, preden bo mama ugotovila, da sta bila v bližini tako prometne ceste." Na poti domov
je teta Emily veselo klepetala. Za njenim hrbtom je Jenny zašepetala. Hvala, Rod. Hvala, ker si pomagal teti čez cesto. Ne zahvaljuj se meni, je rekel Rod z malo občutka krivde in s prstom prokazal proti nebu. Njemu se je zahvali, je rekel. Še posebej v tem času moramo paziti eni na druge. Pomembno je, da se poslušamo, si pokažemo razumevanje, ljubezen in smo potrpežljivi. Bogu pa lahko povemo vse, takrat, ko smo veseli ali zaskrbljeni. Prav nikoli ga ne moremo preobremeniti. Dragi otroci, vabim vas, da narišete risbico danes ali jutri in nam jo pošljete, da jo objavimo, tako jo bodo lahko videli še drugi. Preden končam, pa naj vam zaželim še lepe sanje in mirno spanje. Lahko noč.